Pozdravljeni, jaz vam zahvaljujem za prijazno povabilo. Naprošen sem bil, da vam na koncu povem nekaj lepega. Bom pa to storil, ampak zelo težko, moram reči. Bom se ozrl na eno točko, kjer je kolega Šušteršič, ki jo je izpostavil tudi kolega Šušteršič, namreč vprašanje privatizacije. Tukaj ne bom gledal na privatizacijo recimo skozi očala nekoga, ki je ekonomist ali pa recimo libertarc, ampak skozi očala nekoga, ki je recimo sociolog. Zastavlja se vprašanje, kaj se je zgodilo, zakaj so ta omrežja, ki obvladujejo Slovenijo, tako zelo močna. Morate vedeti, da so močna tudi in predvsem zaradi tega, ker je bil kompleten proces tranzicije naštartovan že najmanj 10 let naprej. Tako da so vsa stara omrežja, posebej pa obveščevalne službe, SDV, vnaprej vedela, da se bo začel ta miren proces tranzicije in so potem sistematično nastavljali svoje ljudi v vse uprave in nadzorne svete državnih podjetij. Tako da tukaj imamo mi danes dejansko opravka z izjemno močnim omrežjem, tudi zaradi tega, ker je ta sektor, ki je v lasti države, še zmeraj tako zelo velik, ker ga pač ne želimo seveda prodati, ker to marsikomu od teh ljudi zelo koristi. Dejansko mi danes sploh ne vemo, recimo, da jaz vem za nekaj ljudi, ki so sinovi bivših oficirjev Jugoslovanske obveščevalne službe ali pa UDBE oziroma SDV-ja. Ne misli, da je teh ljudi malo, teh ljudi je zelo dosti. To vam lahko razloži, kaj se nam danes dogaja in kako to, da jim uspeva obvladovati ta sistem. Morate vedeti, da tudi medije obvladujejo, ker preko paradržavnih podjetij ali pa podjetij v državnih lasti oni financirajo medije skozi financiranje reklam. Marsikateri novinar dobiva nekaj denarja po strani. Marsikateri urednik ima kakšno pogodbo na črno s kakšno od naših PR-ovskih agencij. Tako se obvladuje javno mnenje. In zagotavljam vam, da to tudi izkoriščajo in da znajo to izkoristiti, ko je treba koga oblatiti ali pa izločiti iz politične igre. V tem trenutku se mi zdi, da je ključen problem, s katerim se Slovenija sooča, ta, da se moramo vprašati, a bomo dejansko ostali suverena država. A smo tega sposobni? Mislim, da je prišlo tako daleč. Kolega Šušteršič je prej omenjal pomanjkanje reform. Tudi v tem trenutku ne kaže, da bi jih bilo mogoče izvesti. Še zmeraj imate opravka z izjemno tesnim zavezništvom med temi omrežji, ki so izšla iz prejšnjega režima in seveda tudi s sindikati. Tako da, veste, zdaj je vsaka vlada ogrožena. V prihodnjih letih se bodo zaostrovale socialne napetosti. In lahko računate na to, da bo vsaka naslednja vlada izrazito nestabilna. Lahko tudi računate na to, da bo to obdobje nestabilnosti trajalo najmanj do začetka 20 let. Tako da lahko rečemo, lahko si predstavljamo, da so pred nami še recimo, da je pred nami še 8 do 10 let nestabilnosti in napetosti. Seveda zdaj vprašanje je, kaj storiti, in edina rešitev za Slovenijo je razbitje teh omrežij. Ta omrežja lahko razbijamo samo na ta način, da podjetja privatiziramo. Najlažje bi bilo, če bi nam uspeli privatizirati Novo kreditno banko Maribor in Novo Ljubljansko banko. To bi v trenutku najmanj polovico svojih težav razrešil. Ampak jaz mislim, da so to tako močni interesi, tako močni interesi so v ozadju, da tega absolutno ne bodo dopustili. Tako da, to je tudi naloga, ki se postavlja pred vse nas in absolutno pred vas. Jaz nisem politik, jaz nisem član politične stranke. Tako da vi sami morate vedeti, da boste morali v prihodnosti računati na to, da bo zelo težko in da bo treba zdržati v naslednjih letih. Ne bo lahko. Če se vrnem nazaj k vprašanju suverenosti in k vprašanju identitete tega naroda, to so izjemno pomembne stvari. Pred časom sem bral izjavo
nekoga iz partizanskih vrst. In ta človek je rekel, da je imela narodno-osvobodilna borba dva cilja. Eden je državotvorje, drugi pa socialna revolucija. Če danes pogledamo, kaj je s tema ciljema, potem vidimo, da sta oba zgubljena. Kar zadeva socialno revolucijo, treba reči, da zaradi neučinkovitosti gospodarstva večini Slovencev grozi revščina. To je socialna revolucija. To je rezultat socialne revolucije, ki se je začela leta 1941-1942. Potem seveda se morate vprašati, kaj je zdaj z državo, kaj je z našim državotvorjem, kje je naša država. Jaz mislim, da naša država še nikoli doslej ni bila tako zelo eksistenčno ogrožena, kot je ravno v tem trenutku. Ker preprosto nimamo močnega gospodarstva. Brez gospodarstva ne morete graditi na identiteti. Nimamo ničesar, na čemer bi lahko gradili identiteto. Veste, premalo je sklicevanje na Cankarja in Prešerna. Tako da, to je drug problem, oziroma drug rezultat tega strašnega obdobja, ki se je začelo leta 1941-1942. Oba ta procesa sta propadla. Veste, to je zelo problematično za nas, ker zdaj se moramo poprašati, kje je pa zdaj temelj naše identitete, kje je temelj identitete tega naroda. In ker moramo na vsak način poiskati pozitiven temelj naše identitete, se moramo pri tem gotovo vrniti daleč nazaj in to v obdobje pred drugo svetovno vojno. Tam moramo poiskati tiste dogodke in tiste procese, ki tvorijo pozitiven del naše zgodovine. Nažalost je zelo dosti tistega, kar se je dogajalo pred letom 1941 v tem prostoru preprosto zamolčanega. In to bo treba obuditi, ker ne moramo graditi identitete na laži v zadnjih 70 let. Tako da, veste, mislim, da to je izjemno pomembno. Še na eno stvar je treba opozoriti, prej več nastopajočih omenilo procese tranzicije. Moramo se sprijazniti s tem, da je tranzicija v Sloveniji končana. To, s čimer se danes soočamo, to je slovenska tranzicija, to je končni rezultat. Znan sociolog, nemški sociolog Klaus Offe je govoril o trojni tranziciji. Tranziciji v tržno gospodarstvo, tranziciji v politično demokracijo in tranziciji v novo obliko države. Mi smo šli v zadnjih 24 letih skozi vse te procese. In vsak od njih je ostal v veliki meri nedokončan. In to je naša tranzicija, to je rezultat naše tranzicije. Tako da lahko rečemo, da naša tranzicija v bistvu ni uspela. In s tem se moramo sprijazniti in potem poskušati od te točke se premakniti naprej. In se vprašati spet, kako izgraditi neko normalno delujoče gospodarstvo, kako vzpostaviti pogoje, da bo gospodarstvo delovalo normalno, kako vzpostaviti pogoje, da bo naša demokracija normalna demokracija. Poglejte, zdaj smo v obdobju spet, v obdobju izjemnih napetosti in v obdobju politične nestabilnosti. Dejansko zdaj tako, da bo imel vsak nov predsednik vlade neskončne težave z iskanjem ministrov, ker ne bo več mogel najti ljudi, ki bodo sploh hoteli v politiko. Poleg tega pa so številni tisti, ki bi bili mogoče primerni za kakšne pozicije in imajo izkušnje, bili hote ali pa ne hote umešani v kakšne posle, ki niso bili čisti, tako da je bilo s pomočjo medijev zlahka odstraniti. Veste, tako da v bistvu se zdaj nahajamo v nekem vakumu, v nekem stanju, v katerem ni jasnih rešitev. V tem trenutku jih pač ni. Ne? In te rešitev bo treba zdaj poiskati. Ne? In bomo morali biti zelo pogumni in zelo vztrajni, da bomo te rešitve tudi poiskali. Eden od razlogov, da jaz javno podpiram Novo Slovenijo, je ta, da vidim Novo Slovenijo kot en redek žarek upanja v tem slovenskem prostoru. Zdi se mi, da, veste,
ponujate možnost, da se okoli vas, pa čeprav boste imeli samo 5% na naslednjih volitvah, ne, da se okoli vas vzpostavi neko zdravo jedro politike v tej družbi. A veste? In to je v tem prostoru izjemno dragoceno. Jaz to vidim v vašem programu, jaz to vidim v vašem ravnanju, v javnem nastopanju. Tako da, a veste, tudi če v to razpravo zdaj vključimo razpravo o naši slovenski identiteti, je ta identiteta gotovo tudi katoliška. Da bi poiskali njen vir, se moramo vrniti v obdobje pred letom 41. Denimo, da je to najlepše obdobje slovenske zgodovine. Obdobje, v katerem smo izgrajevali ta narod, obdobje, v katerem smo ohranili ta narod. In v tem obdobju seveda je Slovenska ljudska stranka, vaša predhodnica, igrala izjemno pomembno vlogo. Veste, tako da pa ne gre samo za to, ne. V bistvu, a veste, nismo izgubili samo katoliške identitete. Ne. V tej državi in v tej družbi, ne, smo izgubili tudi zavest in vedenje, da pripadamo Evropi. Izgubili smo tisto, kar lahko imenujemo recimo evropska civilizacijska dediščina. Tega na nek način ni več, oziroma to moramo ponovno obuditi. Ne, tako da, veste, danes smo na neki novi prelomni točki. Ne. Nikakor ni rečeno, da nam bo uspelo. Ne. Nikakor ni rečeno, da nam bo uspelo. Zelo veliko je kazalcev, ki kažejo, da nam verjetno ne bo, ali pa mora biti ne bo. Veste, to ne pomeni, da bo ta družba čez noč propadla, da bo prišlo do kakšnega strašnega poka in, a veste, zloma navznoter. Gre preprosto za to, da smo v bistvu iz trenutka v trenutek, iz dneva v dan, vse revnejši, ne, ljudje so vse bolj obupani. In spet, in s tem bi rad zaključil, vašo stranko vidim kot en redkih žarkov upanja v tem prostoru, zato si želim, da bi še naprej uspevali in da bi še naprej delovali kot parlamentarna stranka. Hvala.